Partnerji projekta Sociolab, danes smo v Ljubljani, fizično sicer vi ste, kjer ste, point webinarja torej. Zbrali smo se pri modulu 4 vaših in naših usposabljanj, torej strateško in poslovno načrtovanje. Predstavila vam ga pa bo gospa Anja Šerc iz BB Consulting. Torej, beseda, prosim samo, če na koncu še počakate, da naredimo sliko prisotnih, drugače pa vas prepuščam gospe Anji in uspešno učenje. Pozdravljeni. Me veseli, da se nas je zbralo, mislim, da ne okoli, ampak točno 11. Tako da 11 prijavljenih računov, mislim, kako se da reče, gostov. Ja. Koliko vas je pa tam, pa ne vemo, bomo pa videli po slikah. Mene veseli, da ste me povabili za sodelovanje na 4. modulu, diagnostika poslovnega modela. Danes je prvi del našega skupnega druženja, v živo se bomo pa srečali točno čez en teden, 13. novembra v decembra v Tkalki in sicer od 10 do 3. Danes, urnik, ki nas danes čakajo, jaz se bom nakratko predstavila, odkot, zakaj sem prav zares tu. Potem se bomo v nadaljevanju ukvarjali z 2 orodji poslovnega oziroma strateškega načrtovanja, sicer Canvasom in Design Thinkingom. Vprašali se bomo, zakaj sta ti 2 orodji nekaj, kar lahko vsako za sebe in pa tudi skupaj kot v kombinaciji nam pomagata pri podpori podjetjem, ki se bodisi šele ustanavljajo, bodisi potrebujejo nadaljnjo podporo v razvojnih fazah oziroma v fazi rasti in v fazi vstopa na trg. Potem se bomo pogovorili malo o nalogi, ki vas čaka do naslednjič in bo pomemben del podpore temu, kar bomo delali naslednjič, in pa vprašanja in odgovori sledijo zadnjih 15 minut. Tako da to je to za enkrat. Zdaj, če kdo želi, smo naložili tudi prezentacijo, po kateri delamo danes med spletna gradiva v vaših računih, učilnicah, v vaši učilnici, tako da lahko tam tudi spremljate to, kar vsebino, po kateri bomo delali danes. Zdaj, kot rečeno, prihajam iz BB Consulting, kjer se ukvarjamo z poslovnim načrtovanjem in podporo podjetjem, ki se soočajo s spremembami. Se pravi, vsako podjetje v našem razumevanju se slej ko prej sooči z neko spremembo, ki jo mora preiti oziroma je neka ovira, na katero naleti na poti, ampak spremembe so lahko oboje, ne? In to je mogoče tudi nekaj, kar je vredno že zdaj izpostaviti, zakaj so tudi te 2 orodji dobri, ne samo podjetjem, ki gre slabo, če rečemo, oziroma ki se soočajo z neko krizo, ampak je kriza za podjetja lahko tudi, če jim gre predobro v neki fazi, ne? Se pravi, se morajo prilagoditi tudi tem novim okoliščinam. In zato pač z različnimi orodji podjetja pri tem podpiramo pri spremembah. Drugače sem se preteklih 6 let ukvarjala z razvojem socialnega podjetništva z družbenim učinkom, in sicer s projekti, delala sem v zavodu Viva, kjer smo skupaj več kot 40 podjetji delali na njihovi podpori, razvoju in v bistvu razvijali podjetniške programe, razvijali dogodke, na katerih so se povezovala podjetja med sabo, pa razvijali tudi orodja, s katerimi so si lahko podjetja sama pomagala pri svojem razvoju. Zdaj, to so bili projekti Reinovator Inkubator, Boljše rešitve, in nazadnje smo razvijali tudi program Goodbiz, ki je prejel podporo programa Easy od Evropske komisije in ki se je ukvarjal specifično s pripravo podjetij na investicije oziroma na investicije v različnih oblikah. In to je to. Jaz sem bila v teh vlogah kot mentorica, kot povezovalka skupnosti in prav zares mi je to nek področje, na katerem želim in sem zelo vesela, da ga danes delamo še skupaj, zato ker verjamem, da bi vsa podjetja mogla biti socialna podjetja oziroma podjetja z družbenim učinkom, se pravi, da bi pri vseh podjetjih morali gledati na vse segmente njihovega vpliva, to je na finančno in tudi na družbeni učinek, na poslovni in na družbeni učinek. Zdaj,
zakaj mi je strast na nek način se ukvarjati tudi z razvojem podjetij, socialnih podjetij, ki so še mogoče malo bolj na začetku poslovne poti, ker verjamem, da so socialna podjetja tudi danes v Sloveniji, nasploh v Evropi, tista, ki kažejo pot oziroma ki kažejo trend, so svetilnik nekega razvoja podjetništva nasploh in oni so tisti, s katerimi se razvijajo zdaj te novi pristopi in ki se testirajo in ki se na novo reinovirajo, da odgovarjajo na potrebe današnjega časa. In zato mi pravzaprav vedno znova odzvanja ta citat, ki ga uporabljajo v oglaševalski agenciji za trajnostni razvoj Fotera, da bi spremenili svet, si moramo najprej predstavljati boljšega in mislim, da so socialna podjetja in podjetja z družbenim učinkom tista, ki kažejo, kako je lahko svet boljši. Zdaj, kaj bomo danes delali? Je v bistvu se ukvarjali z dvema orodjema strateškega razmišljanja. Najprej s teorijo, pa potem bomo pogledali tudi primer aplikacije te metode oziroma kako lahko uporabimo katero od teh metod, zato da se usmerjajo socialna podjetja pri diagnosticiranju potreb, se pravi, da se zavemo, katere potrebe v kateri fazi podjetja imajo, kako to lahko podpremo oziroma kaj je tisto, s čimer se soočajo in katero specifično podporo rabijo, in pa potem, kako iz tega razviti priložnosti za njihov razvoj. Se pravi, da si v bistvu logično verigo od tega, to je potreba, to je priložnost in potem kakšna podpora je potrebna, da se iz potrebe zgodi priložnost. In zato je ključno poslovno načrtovanje, za katerega mislim, da si večinoma časa podjetja nasploh ne, pozdravljena Natalija, ne vzememo dovolj časa. Ne smem tega reči? Ja, sodelavka. Sodelavka, ok. Se je malo pozno priključila. Se pravi, poslovno načrtovanje je pravzaprav tisto, ki ga je smiselno oziroma ki ga moramo ozavestiti in si tudi vzeti čas za njega in si ga predostikrat ne vzamemo, zato ker je tisto, ki potem usmerja razvoj, ki nam omogoča spreminjanje in prilagajanje okoliščinam, v katerih smo, in pa ki hkrati, mogoče tudi tragično ali pa mogoče malo manj tragično, nam omogoča, da zaključimo kakšno poslovno idejo. Se pravi, dostikrat se soočimo kot mentori, kot podporniki tudi s primeri podjetij, podjetniških idej, za katere mogoče vemo, da ne bodo uspele, pa se mogoče ne najdemo načina, na katerega to tudi zanalizirati. Tako da to so tri neke glavne funkcije, o katerih se bomo pogovarjali, se pravi, kako omogočati razvoj, kako omogočati prilagajanje spremembam in pa mogoče tudi pomagati podjetjem pri zaključku kakšne poslovne ideje, če ugotovimo, da za to ni priložnosti. Zdaj na začetku, preden prav zares gremo naprej, bi utemeljila, zakaj. Začela bi z pojmom strateškega razmišljanja, za katerega mislim, da je ključno oziroma je na nek način nadpomenka temu, o čemer govorimo, ko govorimo o poslovnem načrtovanju. Zato, ker poslovno načrtovanje je eden od procesov, s katerimi pomagamo podjetjem oziroma s katerimi si podjetja pomagajo pri svojem razvoju, ampak je širši del strateškega razmišljanja, za katerega verjamem, da je ključna značilnost oziroma ključna, kako bi temu rekla, dodana vrednost vsakega dobrega mentorja in pa hkrati tudi vsakega podjetja. Zato, ker mentorji, podporniki so tisti, ki podjetja umeščajo v nek širši sistem, so tisti, ki jih usmerjajo, so tisti, ki jim dajo podporo in so tisti tudi hkrati, ki povezujejo podjetja z drugimi sorodnimi podjetji, in zato je ta strateški razmislek in vaja strateškega razmišljanja tista, ki lahko podjetja, ki je ključna pač, ko govorimo o podjetjih. Za to pri strateškem razmišljanju je ena od glavnih veščin, rečemo, s katerimi se mentorji moramo opremiti oziroma ki jih moramo vedeti in osvojiti in pri katerih nam tudi lahko pomaga ta orodji, ki jih bomo kasneje obravnavali, je postavljanje pravih vprašanj.
Prevečkrat se mentorji znajdemo namreč v vlogah, ko želimo podjetjem govoriti, kaj oni morajo početi, zato ker verjamemo, da smo to bodisi že slišali, bodisi je to neka praksa, ki poteka, bodisi je to nekaj, kar bi mi želeli in predati kot znanje, ampak se moramo umakniti od tega in začeti postavljati na mesto dajanja napotkov, dajanje pravih vprašanj. Zato ker podjetja so tista, ki si morajo na vprašanja odgovoriti sama in si tudi pač najti svoje odgovore. Mi pa, kot v vlogi mentorja, pa moramo najti tista prava vprašanja, ki jih usmerjajo pri tem, kam pogledajo za priložnosti, kje iščejo izzive, in zato pač polagam tu na srce, da je ta postavljanje vprašanj dosti boljše kot dajanje zgolj napotkov in usmeritev. Tretja pomembna točka, ki je tudi zajeta v obeh orodjih, je gojenje empatije. Kot mentorji, podporno okolje smo tisti, ki v prvi vrsti tisti, ki moramo tudi čutiti z našimi podjetji oziroma občutiti to, kaj so njihove potrebe. Analize in vsi dokumenti, s katerimi nas recimo podjetja zalagajo, nam dajo sicer del neke slike, ampak kot mentori smo tudi, oziroma pač kot podporniki, informatorji smo tudi tisti, ki moramo oziroma ki usmerjamo podjetje tudi na to, kako jih začutimo in tudi kako vidimo, kje so trenutno njihove potrebe. Tudi če je njihova zapisana potreba nekaj, se dostikrat zgodi to, da ugotovimo po pogovorih, po postavljanju vprašanj, da se izkaže neka čisto druga potreba, kot je mogoče zapisana oziroma kot so jo oni mogoče mislili, da je potrebno napisati. Zato je ta občutek za človeka, ki ga imamo na drugi strani, ključen. In tu predvsem orodje design thinkinga je tisto, ki nas usmerja k temu, da vemo boljše odreagirati oziroma vemo boljše reagirati. Četrta mogoče točka, o kateri bi želela govoriti in ki bo prisotna, na katero vas želim opozoriti tudi kasneje, ko bomo pregledovali programe, je raziskovanje. Vse to, kar boste slišali, je del slike, je del zgodbe, ampak mi smo v tej vlogi, da moramo raziskovati vse, kar je okoli tega. Stvari se tudi metode, trg, vse, kar veščine, ki so potrebne, vse se zelo hitro spreminja, zato je raziskovanje tisto, ki je ključno, da gremo naprej. Se pravi, da tudi kot mentori napredujemo in da lahko pomagamo našim podjetjem. Šesta je potrpežljivost, za katero mislim, da je za katero je predvsem pri podjetjih, ki se na novo soočajo, ki so, ali pa tudi pri tistih, ki mislijo, da že vse vejo, je tista, ki je ključna značilnost tudi, ki jo je vredno gojiti in vnesti v en tak poslovno načrtovalni proces, je, da se dostikrat podjetja tudi odločijo oziroma v poslovnem načrtovanju odločijo za neko pot, pa mogoče se mi z njo ne strinjamo, ampak je s potrpežljivostjo in z nekim razumevanjem in z nekim postavljanjem vprašanj potem lahko gremo naprej. In eksperimentiranje, pač pustite si pri poslovnem načrtovanju prostor in čas za to, da eksperimentirate z različnimi idejami, in to sta tudi dve glavni pač sporočili iz orodij, ki jih bomo spoznali. Dve sta pa potem, meni najljubši, recimo ena je strast za delo z ljudmi, se pravi, moramo si na nek način želeti, tudi ko uporabljamo ta orodja, so ljudje v prvi vrsti tisti, s katerimi delamo, in zato je v poslovnem načrtovanju tisto dodana vrednost, ki jo vsak začuti oziroma ki jo odnesejo ljudje, s katerimi delamo, je to, da čutijo, da je na drugi strani nekdo, ki si želi podpreti to delo. In pa zadnja točka, zakaj pa vse to počnemo, pa je, ker se danes svet pravzaprav zelo hitro spreminja in se moramo hitro prilagajati. In vse, kar si bomo mi postavili, ta znana fraza, poslovni načrti za 5 let ali pa za 1 leto, so pravzaprav nekaj, kar je stvar preteklosti. Danes se načrtuje za kvartal, načrtujemo za pol leta, potem pa se prilagajamo in vedno znova sproti prilagajamo svoje poslovne načrte in delamo.
Druga točka pa je holizem, se pravi, želimo zajeti v poslovnem načrtovanju to, kar smo se prej pogovarjali, hkrati hkrati podatke, ampak po drugi strani tudi ljudi. In zato je kombinacija Canvasa, ki ga bomo spoznali, in design thinkinga tista, za katero verjamem, da lahko podjetjem bistveno pomaga pri načrtovanju svojih poslovnih procesov, ker zajema in procese in kulturo tega, kako te procese izvajamo. In zato to dvoje v bistvu lahko deluje vsako za sebe kot orodje, ki ga bomo spoznali, ampak jih je pa oboje dobro uporabljati skupaj. Pa bomo zdaj šli kar naprej na prvo orodje oziroma na prvo metodologijo ali pa mogoče prav zares kulturo že tega, enega od orodij oziroma pristopov k poslovnemu načrtovanju, in to je design thinking. Design thinking se je razvil v bistvu kot v slovenščino se ga prevaja na več načinov, ali načrtovalsko razmišljanje, ali oblikovalsko razmišljanje, dizajnersko razmišljanje, so vse neke prevodi, ki se jih sliši, ampak v bistvu gre za uporabo enih oblikovalskih pristopov k načinom, na katere razmišljamo o stvarih. Zakaj je design thinking nekaj, kar je danes recimo eden od glavnih načinov poslovnega načrtovanja, ki se uporablja in v nevladnih organizacijah, v gospodarstvu, univerze ga uporabljajo, je, da je ta poudarek na uporabniku oziroma uporabnici. Pri design thinkingu ne gre toliko za, se pravi, kot bomo kasneje videli pri Canvasu, za to, da se mi soočamo s poslovnimi procesi, ampak gre za to, kako ljudje, ki so vključeni v katerikoli del poslovnega procesa, prav zares reagirajo na to. In zato je z različnimi metodami in orodji pogleda na podjetje, pogleda na uporabnika, pogleda na kupca, pogleda na financerja. Se pravi, v vsakem poslovnem procesu, ki ga vidimo, se ukvarja z človekom in z čustvi, z načinom razmišljanja, z potrebami ljudi. In v osredju vsakega orodja, ki jih bomo spoznali tudi v naslednji teden, oziroma jih bomo tudi delavnica bo načrtovana na ta način, je, da se vpraša, kakšne so potrebe tistega, ki je vključen v posamezen proces. In tu govorimo o procesu prodaje, se pravi, ključno za podjetja je, kako se kupec počuti v procesu prodaje, kako se uporabnik počuti v procesu sprejemanja storitve, če govorimo o socialnih podjetjih, kako se financer počuti oziroma kako financer dojema delovanje podjetja, in vedno se sprašuje, oziroma zakaj je pomembno, da ga uporabljamo, je, da mi nismo tisti, ki smo v ospredju nekega odnosa v podjetju, se pravi, bodisi kot ustanovitelji, bodisi kot mentori, ampak design thinking obrača perspektivo in reče, v ospredju je tisti, ki mu mi služimo, oziroma tisti, s katerimi sodelujemo. In se moramo zato, če hočemo dobro nasloviti to, kar ta oseba na drugi strani potrebuje, kako se mi temu prilagodimo. In to počne z različnimi orodji. Se pravi, daje drugo perspektivo na neke obstoječe procese, v katerih postavlja v ospredje človeka. To dela skozi 3 faze. Prva je inspiracija, je nekaj, kar se v klasičnem poslovnem načrtovanju dostikrat zanemarja, ampak design thinking to postavlja v ospredje, se pravi, kako se mi sploh inspiriramo, da dobimo neko poslovno idejo, in zato je, oziroma če govorimo o podjetjih, kako dobimo to inspiracijo, odkot pride, in ključ pri design thinkingu je nabiranje idej. Če zdaj to prenesemo konkretno v poslovno načrtovanje, je, ko si podjetja zastavljajo svoj nabor produktov oziroma svoj nabor storitev, se dostikrat prevečkrat zafiksirajo v nekaj, kar je njihova ideja oziroma kar je njihov baby, to so se oni zdaj spomnili in to je zdaj krasna ideja. Prevečkrat pa pri tem pozabimo, da se v tem procesu inspiracije
design thinking spodbuja, da dobimo čim večji nabor idej in da potem stališča uporabnika ocenjujemo, katera ideja je tista, ki naj prevlada oziroma tista, ki je v tem trenutku za našega uporabnika najbolj uporabna. In zato je ta inspiracija nekaj, kar je potrebno gojiti po eni strani z metodami, po drugi strani pa tudi kot s kulturo, v kateri delamo v podjetju. In tudi, ko delamo mi s podjetji, se pravi, ko delamo kot mentorji, kot podporna skupnost podjetij, je ključna naloga, da se spodbuja inspiracija pri tem, da se podjetje vedno znova spreminja, da vedno znova prilagaja svoje produkte oziroma storitve, da vedno znova prilagaja svoj poslovni model. In ta inspiracija je iz design thinkinga tisti ključni moment, ki nas podpira oziroma tudi z orodji podpira to, da te stvari implementiramo. Druga faza design thinkinga je ideacija, se pravi, kako zdaj iz te množice idej nabrati tisto, ki bo najboljša v danem trenutku oziroma tista, ki bo najbolj odgovarjala na potrebe uporabnikov, in pa potem implementacija. Se pravi, ne konča se pri tem, ko smo mi nabrali koš idej, potem eno zbrali. Design thinking podpira podjetje tudi pri tem, kako to implementirati na najbolj učinkovit način. Se pravi, če smo se zdaj odločili kot podjetje oziroma kot socialno podjetje, da bomo imeli storitve, recimo storitve medgeneracijskega dialoga, in zdaj smo iz tega možnih idej medgeneracijskega dialoga nabrali, da bomo imeli spletno platformo, na kateri bodo babice pripovedovale recepte svojim vnukom, je potem še vedno vprašanje implementacije, in tam te pa design thinking orodja privede do tega, da testiraš, a je zdaj Moodle najboljši način, na katerega bodo babice se ukvarjale s tem prenosom znanja, ampak verjetno ni, zato ker ni prilagojeno potrebam uporabnikov, ki nimajo toliko izkušenj in nimajo toliko veščin za uporabo tega orodja. Za mene sta recimo mogla priti 2 fanta z Maribora, da smo to uporabili, in zato se vedno vprašamo o uporabniški izkušnji. Se pravi, ni pri implementaciji je tisto, kar bo podjetjem, kar bojo v bistvu določilo neko uporabno vrednost tudi za podjetja. In zato se s tem, v bistvu je to en proces, ki vedno znova, se pravi, inspiracija, ideacija in implementacija je nekaj, kar vedno si moramo predstavljati v krogu, in nas kot mentorje spodbuja k temu, da podjetja nikoli ne pridejo do končne točke, ampak jih vedno znova peljemo skozi to, da se generirajo čim več idej, da jih potem testirajo s svojimi uporabniki in da jih potem implementirajo na najbolj uporabniku prijazen način. Ključna orodja, ki so tudi v seznamu literature in ki jih si je vredno pregledati in se z njimi spoznati, prvo so intervjuji, to so intervjuji z vsemi deležniki, s katerimi se podjetja srečujejo, oziroma iniciative. To so intervjuji z uporabniki, intervjuji s financerji, intervjuji z javnimi institucijami, intervjuji z občinami, intervjuji z nevladnimi organizacijami, s katerimi podjetje sodeluje, se pravi z vsemi ključnimi deležniki podjetja. To ste predvidevam že v 3. tudi modulu spoznavali, se pravi deležniški zemljevid socialnega podjetja oziroma iniciative, kdo vse je v tem ekosistemu. In intervjuji so edini verjetno oziroma najbolj preverjen način, s katerimi lahko dejansko spoznamo, kakšna je moč teh relacij, kaj kdo od koga potrebuje, zakaj smo prav zares drug od drugega soodvisni, zato ker na ta način lahko mi definiramo svojo relacijo do ključnih deležnikov, s katerimi sodelujemo. Drugo orodje, na katerega bi opozorila pri delu z podjetji, je hitro prototipiranje. Se pravi, ko pridemo mi iz faze inspiracije in smo zdaj v fazi ideacije zbrali eno idejo, je preden gremo v popolno implementacijo oziroma v razvoj celotnega sortimana oziroma odprtja nove prodajne linije, da se ti izdelki sprototipirajo in stestirajo za uporabniki.
In hitro prototipiranje je v bistvu metoda, po kateri pridemo iz faze ideacije v fazo implementacije in tam testiramo ozka grla. Kaj je tisto, na kaj se lahko podjetja pripravijo pri oblikovanju svojega produkta ali storitve. In pri prototipiranju bi mogoče še to ena od stvari, na katere je vredno opozoriti, da se dostikrat ukvarjamo s prototipiranjem zgolj na produktih, ampak prototipiranje ni samo za produkte, ampak je tudi za storitve in podjetja lahko testirajo tudi svoje storitve, se pravi, testirajo v nekem manjšem obsegu, testirajo če govorimo recimo o Dame so eno socialno podjetje, testirajo z manjšimi produkti, se pravi, testirajo z nekimi mini večerjami, z mini dogodki, se pravi, preden mi uvedemo neko storitev, jo testiramo ali z manjšo skupino ljudi ali jo testiramo v različnih oblikah. Potem tretja, s katero se ne ukvarja oziroma po mojih izkušnjah socialna podjetja ne ukvarjajo dovolj, je zemljevid je uporabnik, končni uporabnik in sploh razumevanje potreb končnega uporabnika. Dostikrat se postavimo v pozicijo, mi delamo nekaj dobrega, zato je logično, da bodo tudi na drugi strani naši uporabniki to cenili, naši uporabniki to potrebovali in eno od orodij, s katerimi se lahko, ki nam lahko pri tem pomaga oziroma nam pomaga tudi pri usmerjanju podjetij in pri identificiranju potreb njihovih strank, uporabnikov, je zemljevid uporabniške poti in to je eno od ključnih metod za, ko govorimo o usmerjanju podjetij, je, da razumejo, kakšna je njihova, se pravi, kakšna je pot njihovega uporabnika. To pomeni od tega, kako uporabnik zve za informacijo o tem, kaj je produkt oziroma storitev, do tega, kakšna je povratna informacija na ta produkt oziroma storitev in zemljevid uporabniške poti nas vodi od prve točke stika z uporabnikom do zaključnega stika. In še peto, ki se mi je zdelo ga vredno izpostaviti, je zgodbarjenje. In to pa predvsem stališče tega, ko se podjetja načrtujejo svojo promocijo, svoj marketing. Dostikrat slišimo oziroma smo slišali ugovor, nimamo dovolj budžeta za to, da bi marketing delali, nimamo dovolj vidnosti, ampak je pripovedovanje zgodb in tudi to, kako se podjetja pripravimo pri njihovem načrtovanju, tudi na to, kako oni povejo svojo zgodbo naprej. In zato je to zgodbarjenje še eden od ključnih orodij, s katerim lahko našim podjetjem, s katerimi delamo, pomagamo pri usmerjanju njihove zgodbe. In zdaj mogoče kot zaključek, zakaj design thinking, je ta, da res polagam, ko se lotimo poslovnega načrtovanja in Canvas bomo videli eno od orodij, ki nam lahko res pomaga te poslovne procese vizualno in zelo učinkovito predstaviti, je pa učinek design thinkinga, ki ga želimo, to, da podjetja usmerimo v razmišljanje o potrebah in željah njihovih strank oziroma uporabnikov. In tega ne morem zadostikrat verjetno povedati, ker vsi si vzamemo to kot nekaj samoumevnega oziroma pač nekaj, kar dejansko je tisto, kar delamo, ampak vedno delamo tega premalo in vedno se lahko še več naučimo na tem področju. Mi kot mentori o svojih podjetjih in podjetja o svojih strankah, ker v končni fazi so podjetja, s katerimi mi delamo naše stranke oziroma pač naši uporabniki in to, ali smo člani podpornega okolja, ali smo informatorji, ali smo mentori, vedno so v prvi bojni liniji potrebe naših uporabnikov in strank. In zato samo pač dajem to še enkrat na srce, da se vedno znova vprašamo, tudi ko bomo zdaj šli v Canvas, koga imamo na drugi strani, kako jim lahko pomagamo, kako se oni trenutno lotevajo svojih poslovnih procesov in ali mogoče niso tu tudi kakšno vlogo igrajo pač tudi njihove druge potrebe, kakšne prav zares njihove potrebe v določenem trenutku so.
In zdaj, če je design thinking ena, rečemo temu, stvar, ki se ukvarja predvsem z uporabnikom, je Canvas tisto, kar se ukvarja z procesi oziroma z strukturo podjetja. Pa me samo zdaj zanima, ali damo možnost za vprašanje po prvi fazi? Čisto. Ok, mogoče ja. Bi mogoče prekinila, preden gremo na Canvas, ker ta design thinking se lahko hitro zveni ali preveč abstraktno ali pa premalo uporabno, ali pa bi mogoče bilo še treba zvedeti kaj več. Pa bi mogoče na tej točki najprej odprla, če ima kdo kako vprašanje. Potem tisti, če ima kdo vprašanje, naj kar mikrofon vklopi, pa vpraša, tako da bomo slišali vsi. Uporablja kdo design thinking, katero od teh orodij, ki sem ga omenila pri delu s podjetjem? Ker pogumno, gospa Anja je super drugače, tako da ker na dan sprašanje. Lidija tukaj, jaz sem to že uporabljala, tako da te zadeve malo poznam, ni pa to standardna praksa, da uporabljamo, bolj uporabljamo Canvas. Ok. Katero orodje ste pa uporabili? Tole za prototipiranje, za izdelavo modelov izdelkov. Ok. Se pravi, ste se bolj na izdelke, se pravi to, kot v tej funkciji uporabili. A vam je bilo učinkovito, a se vam je zdelo uporabno? Ja, zagotovo ima neko svojo uporabnost, drugače pa nisem jaz nekako preveč navdušena nad to metodo. Ok. Kaj pa je vaš pomislek? Pomislek je sam v zvezi s tem, da smo ljudje različni in za nekatere tipe ljudi je to čudovita stvar, ker si je lažje predstavljajo, lažje utipajo, pa potem tudi informacije, ki jih dobiš od testne publike, ki bi lahko bile stranke nazaj, so bolj realne. Okay. Drugače pa ni pa to za čisto vsakega, no. Se strinjam. Mislim, da pa nekaterim se pa zdi to malo čudno pa smešno. Verjamem, ja, in zato je tudi, hvala za vaš komentar, imamo še enega natipkanega, ampak tu bom pa jaz rabila asistenco, pa bom ta čas jaz odgovorila. Kar sta dve stvari, zakaj recimo meni tudi pomembno to, je eno, kot ste že omenili, da pač z uporabniki dobiš bolj neposredno informacijo. In glede na poslovno načrtovanje, ker naša tema je poslovno načrtovanje, je, da dobimo v bistvu tudi hitro in neposredno informacijo o tem, kako se poslovni model razvija oziroma ali obstaja potreba za to, kar mi načrtujemo na trgu, tako da to je ena stvar. Druga pa je, ko rečete, da ni za vse se strinjam in dostikrat je tudi sicer nimamo toliko, kako bi rekla, odvisno je od predstavitve, ampak lahko uporabimo samo dele, pa niti ni treba temu reči design thinking, pa se vseeno da uporabiti, pa je mogoče ljudem lažje. Tretja pa je, ko boste rekli o prototipiranju, je ravno ta vizualizacija, se pravi, tudi ko govorimo mi, eno je, če govorimo o izdelkih in o produktih, ste rekli vizualizacija tista, ki je ključna in se mi zdi, da pač to, kar bomo stestirali naslednjič, je pa kako si vizualizirati poslovne procese. Zato, ker poslovni procesi, tudi ko delamo z mentoriranci našimi, je nekaj, kar je dostikrat abstraktno in si vsak naredi v svojo sliko v glavi. Medtem, ko če imamo neko vizualizacijo teh uporabnikov naših, je pa to lahko dosti lažje pri načrtovanju našega poslovnega procesa. Tako da to je to mogoče kot nek odgovor na to. Imamo pa še vprašanja. Mikrofona nimamo. Ali obstajajo kakšni bolj grafični prikazi orodja oziroma vizualno gradivo? Obstaja in tudi nekaj se mi je že dala v literaturo, tako da bomo šli še kasneje tudi čez seznam literature, pa bom povedala, da ni treba vsega brati, kar je v tisti literaturi, ampak je mogoče fino, da si pogledate tudi za ta grafičen prikaz design thinkinga. Imamo z linki tudi vse, pa bomo lahko šli na hitro skozi. Bomo zdaj šli na Canvas, pa potem
Okay. Pa potem vmes, če pa se vam vmes porodi kako vprašanje, pa lahko date kar tudi v klepet, pa bom odgovorila potem, ko zaključimo z naslednjim poglavjem. Druga zdaj orodje, ki smo rekli, je potem Canvas. In zdaj, zakaj Canvas je pač, zdaj mislim, da že kar bo počasi, koliko bo pa star zdaj Canvas? Mislim, da je 15 let. Nekaj tak, 10 let. Nekaj tak, ima že častitljivo obletnico. Canvas je najbolj uporabljeno, ampak tudi najbolj zlorabljeno orodje poslovnega načrtovanja, zato ker je po eni strani izgleda izjemno preprosto, in ko se pa poglobimo v njega, pa začnemo ga delati s podjetji, pa se lahko stvari kar zakomplicirajo. Zakaj mislim, da je vseeno izjemno koristno orodje in ki lahko podjetjem tudi pomaga oziroma tem tudi poslovnem načrtovanju, je zato prvo kot prvo, ker nam izboljša komunikacijo o strateškem načrtovanju. Se pravi, izboljša nam pogovor o tem, kaj se dogaja med nami in med našimi kupci. Se pravi, lahko se boljše pogovarjamo, ker imamo kar naenkrat vsi isti jezik, ko govorimo o poslovnih procesih. Se pravi, ko rečemo, kaj so viri v vašem podjetju, vemo vsi, kaj mislimo, če uporabljamo Canvas. Ko govorimo, kaj so vaše stranke, vemo takoj, se pravi, kdo so vaši ključni deležniki, vemo, o čem se pogovarjamo. Podjetja, predvsem v teh razvojnih fazah, ga uporabljajo zdaj že kot univerzalno orodje, se pravi, se tudi oni med sabo lahko pogovarjajo o poslovnem načrtovanju in to je tudi ena od ključnih vlog, po moje, pri pač podpiranju podjetij v poslovnem načrtovanju, je, da jih soočamo oziroma da jih spodbujamo, da sodelujejo z drugimi podjetji, in če vsi uporabljajo Canvas, pomeni, da si lahko tudi primerjajo, izmenjujejo prakse, se pogovarjajo o tem. Tretje je, da je bistveno izboljša kvaliteto brainstorminga, se pravi, ko delamo mi brainstorming s podjetji, ki jim pomagamo pri njihovem načrtovanju oziroma iniciativam, to pomeni, da imamo kar naenkrat okenca, preko katerih lahko delamo in s katerimi lahko se usmerjeno razmišljamo o poslovnih procesih. In ker je celostno orodje, v bistvu omogoča, da gremo čez vse pomembne poslovne procese v podjetju. Timom omogoča izjemnost, pač timom omogoča, da sodelujejo, se pravi, ko mi delamo s podjetji, imajo potem podjetja orodje, s katerim grejo domov in lahko delajo naprej na svojih poslovnih procesih. In ključno pri vsem tem je in stališča je pri meni vedno znova, da izboljša sodelovanje. Če sem prej pri design thinkingu rekla, v ospredju je človek, isto mislim, da je v ospredju Canvasa človek in ne smemo pozabiti, ko usmerjamo podjetja, kako načrtujejo svoje poslovne procese, da je Canvas v bistvu orodje, s katerim potem oni lahko grejo in do svojih strank in do svojih financerjev, do svojih potencialnih drugih partnerjev. Se pravi, to je orodje, s katerim delamo ljudje in ki ga moramo razumeti ljudje. In kar je pa mogoče, ne vem, še ena stvar, ki sem jo tu spustila, ampak je ta modularnost Canvasa, ki je tudi zelo izjemno dobra. Se pravi, vsi deli Canvasa pašejo skupaj, ampak hkrati in nobenega ne moreš vzeti stran, da ne odzameš celote, se pravi, so soodvisni med sabo ti deli Canvasa, ampak hkrati omogočajo nadgradnjo, kar bomo zdaj videli z Canvasom učinka. Dostikrat, se pravi, Canvas, kot ga poznamo, opredeljuje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ima 9 segmentov, tale Canvas učinka pa dodaja 3 ključne stvari. Eno je, da govori o redistribuciji profita, se pravi, kar imamo v okenčku namesto viri prihodkov, kar ločuje klasični Canvas od Canvasa učinka, je to, da vključuje tudi element redistribucije profita. Se pravi, to, kar je temeljno jedro socialnih podjetij z družbenim učinkom, je, da se profit redistribuira nazaj v poslovanje podjetja.
in je zato to, kar naenkrat postane pomemben del kanvasa. V klasičnem kanvasu tega nimamo in zato bi jaz spodbujala, ko bomo uporabljali tudi to orodje, da se poslužuje tega kanvasa učinka, ker opozarja tudi na dele, ki so specifični za socialna podjetja oziroma podjetja z družbenim učinkom. Potem pri segmentih ne govori več samo o kupcih in o financerjih, ampak govori tudi o uporabnikih, kar je ponovno ena razlika z klasičnim kanvasom, ker so v ospredju socialnih podjetij in podjetij z družbenim učinkom so uporabniki, ne toliko kupci, ampak je klasičen pomemben poudarek na tem, da razumemo, da je segment našega poslovanja, našega uspešnega tudi poslovnega poslovanja uporabnik. Potem tretja točka, ki je razlika, je tudi ponudba vrednosti. Se pravi, ponudba vrednosti za uporabnika in tu je zdaj mogoče ena od najbolj ključnih stvari tudi design thinkinga in kjer je ta neposredna povezava med design thinkingom in kanvasom je, kako mi lahko razumemo ponudbo vrednosti za uporabnika. Pač ne moremo je razumeti sami, ampak nam jo mora pomagati, lahko uporabimo kakšna druga orodja, s katerimi testiramo svoje predpostavke, ki jih damo v kanvas. Potem je tudi, se pravi, kar opredeljuje tudi kanvas učinka, je, da se pogovarjamo o ključnih kazalnikih uspeha, med katerimi so tudi načini, na katere dokazujemo družbeni učinek poslovanja. Se pravi, v klasičnem kanvasu je kazalnik uspeha so zgolj finančni podatki oziroma so podatki, ki jih lahko ampak so podatki iz poslovanja, pri kanvasu učinka so pa tudi podatki iz delovanja oziroma iz družbenega učinka, ki ga podjetje s svojo poslovno dejavnostjo in drugimi dejavnostmi ima. In tretja stvar, se pravi, rekli smo redistribucija profita, ponudba vrednosti in pa tip intervencije je tudi ključen za kanvas učinka. Se pravi, kaj je tisto, in to je tudi delno ste verjetno to obravnavali, tudi ste delali teorijo spremembe tudi prejšnjič, kaj je ta intervencija, ki jo mi imamo. Se pravi, kaj je tisto, kar mi počnemo, da vodi do družbenega učinka, ki je ta zadnji element kanvasa. Tako da to so tri neke glavni tipi diferenciacije od klasičnega kanvasa. Pa če zdaj gremo samo skozi vse elemente, oziroma ne bomo kar tu. Bomo nadaljevali tu, je ta segmentacija, se pravi segmentacija deležnikov, vrednost, ki jo ustvarjamo za družbo in vrednost, ki jo ustvarjamo za uporabnika, kako upravljamo z družbenim učinkom in pa reinvestiranje profita. To so 4 ključne točke, ki pač klasični kanvas razlikujejo od navadnega kanvasa. Uporaba kanvasa je čar uporabe kanvasa, ki bomo jo delali tudi naslednjič, je, da lahko začnemo kjerkoli in potem izpeljemo ostale stvari iz tega. Se pravi, če se mi začnemo pogovarjati o ponudbi vrednosti, lahko potem moramo to neposredno povezati s segmenti naših uporabnikov, kupcev, financerjev in pa seveda tudi neposredno povezati z viri prihodkov. Se pravi, to so stvari, na katere ki jo je pri uporabi treba paziti. Se pravi, okenca, ki so skupaj, so neposredno povezana, hkrati pa so posredno povezana in posredno vplivajo na tista, ki so malo bolj oddaljena. Meni se zdaj tu mogoče v tej fazi zdi primerno, da gremo kar čez en primer podjetja, pa bomo potem lažje tudi za naslednjič se pogovarjali, ko bomo delali na vaših caseih, bomo lažje tudi analizirali. Zdaj v tej prvi fazi samo, da pogledamo, kaj so tisti elementi, na katere smo pozorni in pa tudi na obseg tega, v kakšnem obsegu to orodje uporabljamo s podjetji. Zdaj tu je primer, ki sem ga vzela, zelo priporočam tudi to spletno stran, ko se boste lotili poslovnega načrtovanja za vaša podjetja, je Tandemic, link je že tudi v prezentaciji, tako da lahko kar tudi to pregledate.
In sicer Kiva je socialno podjetje, globalno socialno podjetje, ki se ukvarja z mikrokrediti za male podjetnike, mikropodjetnike v državah v razvoju. Temelji pa na modelu, kjer so posojilodajalci ljudje premožnejši ljudje oziroma ljudje z večjimi prihodki, ki so tisti, ki postanejo neposredni posojilodajalci. Kiva kot podjetje pa upravlja funkcijo upravljanja spletno platformo in upravljanje spletno platformo je v bistvu varovanja oziroma upravljanja zavarovanj teh posojil. Zdaj, ključni viri podjetja so tisto, kar nam omogoča, da naše podjetje sploh deluje. In vsakič, ko se pogovarjamo z našimi podjetji, je potrebno pogledati, kaj so vse tisti elementi, s katerimi mi že zdaj razpolagamo. Se pravi, kaj je tisto, kar mi že zdaj razpolagamo in kaj bi bilo še potrebno, da bi dosegli svoje poslovanje. Se pravi, gledamo na oba elementa. Eno je tisto, kar potrebujemo, in drugo je, kaj pa bi še potrebovali, da bi lahko dosegli svoj namen, svoj cilj. In zdaj Kiva je začela, se pravi, najprej so zato, da so sploh lahko delati začeli, oziroma da so lahko začeli s svojim poslovanjem na globalni ravni, so rabili spletno platformo. Se pravi, brez spletne platforme njihov model ne bi mogel delovati na način, kot deluje. Bi bil lahko, recimo, bi imeli drug model, kot je mikrofinanciranje preko recimo Yunusove sheme mikrofinanciranja, ki delujejo preko fizičnega kontakta, ampak hkrati je to ta njihova spletna platforma in njihova dodana vrednost, se pravi, je dodana vrednost njihovega poslovnega modela. Drugo je, da so ključni viri mreža donatorjev oziroma tudi ljudi, ki so posojilodajalci, in pa blagovna znamka. Blagovna znamka se dostikrat pozablja kot nekaj, kar je ključen vir, s katerim podjetja, ki so že ustanovljena oziroma razpolagajo. In to je še ena od stvari, na katere tudi podjetja večinoma pozabljajo, je, kdo je njihova mreža, s katero sodelujejo. Dostikrat je to na začetku, ko podjetja začenjajo, njihov največji kapital, se pravi, niso še vzpostavljene infrastrukture, logistike, in zato je vredno, ko pregledamo ključne vire, se vprašati, kaj je vse tisto, kar dodaja vrednost temu, kar podjetje počne. In tu res imeti kar širok razpon in se pogovarjati o tej vrednosti, ker če bomo razumeli vrednost, ki jo imamo, oziroma vrednost virov, s katerimi razpolagamo, bomo podjetja lažje usmerjali pri tem, kako te vire izkoristiti. Dostikrat se zgodi, da v kasnejših fazah, ko sodelujemo s podjetjem, zvemo, s katerimi partnerji so oni že vse sodelovali, pa tega niso nikoli na glas povedali. Da imajo prostor, v katerem bi lahko delovali, pa tega vi na začetku kot mentori ne veste. Se pravi, če mi nimamo popolnega pregleda nad tem, kaj so vse viri podjetja, potem tudi težko načrtujemo poslovne korake naprej, zato ker ne izkoristimo dovolj vseh že obstoječih virov in se dostikrat ujamemo v nek cikel tega, da nimamo vsega, kar potrebujemo v tem trenutku, da bi lahko šli naprej. In zato kot mentori s pravimi vprašanji podjetja dajte usmerjati v to, da vam dejansko povejo, s katerimi vse viri razpolagajo. Druga točka so povezana s tem, neposredno povezana s tem, so partnerji in ključni deležniki, se pravi, s kom moramo sodelovati, da lahko izvedemo svoje aktivnosti. Razlika med ključnimi viri in med partnerji in ključnimi deležniki je v tem, da so viri tisto, kar nam dodaja vrednost, se pravi, česa mi lahko črpamo vrednost, partnerji in ključni deležniki pa so pa tisti, od katerih smo neposredno odvisni za izvajanje svoje poslovne dejavnosti. In v primeru Kiva so to mikrofinančne institucije, se pravi, so tista mreža partnerjev, s katerimi sodelujejo, da dosežejo končne uporabnike, so institucije in je PayPal. PayPal je njihova je njihov plačilni sistem, s katerim garantirajo varnost transakcij. In zato, ker je to ključni element, s katerim dosegajo vrednost
svoje oziroma učinkovitost svoje storitve za končnega uporabnika, je PayPal tudi njihov ključni partner, zaradi tega, ker sodeluje ne samo pri razvoju, ne samo pri tem, da lahko aktivnost poteka, ampak tudi kako ta aktivnost poteka. Se pravi, aktivno vplivajo na poslovanje tega podjetja. Zdaj, če pogledamo recimo primere, mogoče malo, da si predstavljamo odstopanje od tega, Moodle recimo za potrebe našega webinarja trenutno ne bo prilagajal funkcionalnosti temu, da bomo mi lahko to boljše izvedli, zato ker ni naš strateški partner, ampak hkrati, če pa vi potrebujete nekoga, pač podjetja lahko tudi usmerjamo pri tem, kako, da so partnerji tisti, ki aktivno vnašajo v nek odnos ali svoje znanje, ali svojo mrežo, ali svojo, recimo, poslovno dejavnost, se pravi nekaj, s kom smo soodvisni. Ključne aktivnosti podjetja, ko pregledujemo in primeri socialnih podjetij, s katerimi sem delala v preteklosti, je, da se prevečkrat odločimo za preveliki nabor aktivnosti, ki so ključne aktivnosti, da jih podjetje počne. Zaradi tega, ker potem s tem razpršimo in lovimo vse posod nekaj. In zato je ključna vloga pri poslovnem načrtovanju, da si določimo obvladljiv oziroma da s podjetji identificiramo obvladljiv nabor aktivnosti, ki jih lahko izvedejo glede na kakšne vire trenutno imajo v svojem podjetju in da vemo da tu najdemo sorazmernost. Zdaj, ključne aktivnosti Kive so seveda pač preverjanje posojil, na tem sloni njihov poslovni uspeh, se pravi, to morajo početi, ker je to osnova za to, da se posojilodajalci in najemodajalci zaupajo. Zbiranje kapitala, se pravi, oni so v službi posojilodajalca in zato, da posojilojemalci lahko izvajajo aktivnosti oziroma lahko razvijajo svoje poslovne aktivnosti, oni morajo zbrati dovolj kapitala, da lahko izpolnijo obljubo opolnomočenja malih posojilojemalcev in mreženje mikrofinančnih institucij, se pravi, kako bomo mi sploh prišli do našega končnega uporabnika in pri tem je to, da mi pridemo do mikrofinančnih institucij ena od ključnih aktivnosti in potem še dve, upravljanje platforme in upravljanje s tveganje. Se pravi, pri ključnih aktivnostih, ko načrtujemo delo s podjetji, so eno ključne aktivnosti dela z našimi uporabniki in z neposrednim zadovoljevanjem potreb naših uporabnikov in drugo omogočanje pogojev, da lahko pridemo do teh ključnih učinkov. In to so ključne aktivnosti podjetja. Dostikrat se pa potem zgodi, in kar je tudi čisto naravna reakcija, je, da želimo delati več aktivnosti naenkrat in jih malo testirati. In zdaj, če se vrnemo nazaj na design thinking, je vloga, pač vrednosti design thinkinga je vloga mentorja pri usmerjanju ključnih aktivnosti v tem, da ve tudi ustaviti oziroma usmerjati oziroma nadzorovati te ključne aktivnosti, da optimalno izkoristijo vire, ki jih imajo trenutno podjetja na voljo. Se pravi, sicer dati priložnost, da se eksperimentira, ampak hkrati tudi zelo jasno usmerjati in zaključiti aktivnosti, če vidimo, da ne odgovarjajo potrebam uporabnikov. To je to. Tretje, tip intervencije. Tudi tukaj se dostikrat četrta točka, smo na tipu intervencije, kaj točno počnemo. Se pravi, kaj je tisto, kar iz točke A, se pravi neka obstoječe stanje, vodi do točke B, kar je naše zaželeno stanje. Kaj je tisto, kar smo mi počeli, kaj je tisto, kar mi počnemo, da omogoča to spremembo. In tu smo se prej že imeli malo pogovora o tem, kaj je tisto, kako mi vemo, da je tisto, kar mi počnemo, vodi od točke A do točke B, ampak zato, da mi to vemo, moramo zelo jasno vedeti, kaj pa mi počnemo,
da vodi od točke A do točke B. Se pravi, znati zelo jasno opisati, kaj je naš ključni mehanizem, naša ključna intervencija, s katero pridemo do točke A do točke B, in pri Kiwi so to mikroposojila. Se pravi, oni so zaznali, na trgu trenutno ni dovolj mikroposojil, ki bi omogočali rast in razvoj mikropodjetnikov ali pa tudi pač čisto posameznikov, ki se ukvarjajo z neko dejavnostjo ali pa rabijo mikroposojilo za izboljšanje kakovosti svojega življenja, je to ključna intervencija, ki jo mi imamo. In zato je tu fokus, vloga mentorja in vloga podpornega okolja, da jasno sfokusirajo podjetja pri tem, kaj je tista ključna intervencija oziroma kaj je tista ključna točka, s katero podjetja ustvarjajo družbeni učinek, ki ga želijo. Kanali so, kako mi pridemo do uporabnikov, se pravi pri socialnih podjetjih oziroma pri podjetjih z družbenih učinkom je to tudi ena od ključnih aktivnosti. Mislim, moramo jasno vedeti, kako najbolj učinkovito doseči svoje uporabnike oziroma svoje stranke. In tu je tudi to potrebno sfokusirati in neposredno je seveda to povezano s tem, kaj so ključne aktivnosti, se pravi, kateri kanal je najbolj učinkovit za katero ključno aktivnost, in pa posredno potem od partnerjev in ključnih deležnikov. Se pravi, zdaj se premikamo že kar v drobovje Canvasa in zdaj v tem Canvasu je treba ne samo pogledati, kateri so kanali, ampak tudi, kako so te kanali izkoriščeni za to, da so naše ključne aktivnosti lahko potekajo. Ali so to pravi kanali za naše ključne aktivnosti. Če se vrnemo prej na zgodbo, ki smo omenjali, prenos zgodb med generacijami, mogoče Moodle ni pravo orodje, se pravi, mi imamo ključne aktivnosti, ki so sicer v redu zastavljene, ampak mogoče moramo uporabiti telefon kot kanal komuniciranja med babicami in vnuki, zaradi tega, ker je to neko univerzalno orodje, ki ga oboji vemo uporabljati. Se pravi, pri kanalih testiramo z našimi, ko usmerjamo podjetja, jih s vprašanji vodimo do tega, da sami ugotovijo, a je kanal pravi za ključne aktivnosti, ki so si jih zastavili, za katere so se lotili. Potem nadaljujemo segmenti podjetja. Tu smo zopet pri uporabnikih, kupcih in financerjih, ki so ključni segmenti za podjetja z družbenim učinkom oziroma socialna podjetja. In pri Kiwi so to podjetniki v državah v razvoju, družine podjetnikov, ozaveščeni posamezniki oziroma posamezniki z višjimi prihodki, ki so kreditodajalci, in pa drugi kreditojemalci in mikrofinančne institucije so njihovi ključni segmenti. In to so tisti, za katere ustvarjamo vrednost. Se pravi, ključni segmenti, ko se pogovarjamo s podjetji, ko se pogovarjamo o njihovem poslovnem načrtovanju, se vprašamo, za koga mi želimo dejansko ustvarjati vrednost in ali sploh ustvarjamo to vrednost za te ljudi. In zdaj, če pogledamo ta primer Kive, je mikroposojilo nekaj, kar je bilo podjetnikom v državah v razvoju prej nedostopno. Se pravi, moramo preveriti in tudi, ko načrtujemo segmente, ko se pogovarjamo o teh segmentih naših uporabnikov, vedeti, ali je to nekaj, kar potrebujejo, ali je to nekaj, kar želijo, in ali je to nekaj, kar bo njim prineslo dodano vrednost oziroma prineslo dodano vrednost kakovosti njihovega življenja. In zdaj pri mikroposojilih je bilo, kot v primeru Kive, je bilo pač preko analize stanja, preden se tega lotili, ta potreba jasno definirana. In zdaj se zopet vrnemo nazaj na design thinking, je to nekaj, kjer se potem lahko uporabi design thinking ali preko intervjujev, se pravi z našimi različnimi segmenti uporabnikov naredimo intervjuje o tem, a je tip intervencije ta pravi, a so kanali, preko katerih jih dosegamo ta pravi, a so ključne aktivnosti, ki smo si jih zastavili, nekaj, kar njim dejansko omogoča, nekaj, kar oni občutijo kot dodano vrednost oziroma nekaj, kar njim nosi dodano vrednost. In intervjuji so predvsem pri uporabnikih, pri segmentih uporabnikih prvo orodje, ki bi ga priporočila za to, da
podjetja, s katerimi delate, ki se soočajo, ki delajo svoje ali bodisi prve poslovne korake ali nadaljne poslovne korake, da se poslužijo intervjuja kot tistega orodja, s katerimi preverijo predpostavke, s katerimi so zasnovali svoj poslovni model. Ker dostikrat pač eden od glavnih delov pomoči mentorske in podpore mentorske razbijanje oziroma niti ne razbijanje, mogoče groba beseda, ampak preverjanje predpostavk, s katerimi podjetje gre v poslovno načrtovanje. In kot podporno okolje ne morete tega narediti s tem, da podjetjem poveste, tega ne bi smeli delati, morali bi delati to, ker sem jaz tako rekla, ampak da si postavijo pravo vprašanje in da vejo, koga vprašati za prava vprašanja. In ko imamo mi segmente, se pravi, ko so segmenti definirani, ko jih pomagamo razviti s podjetji, je potem drugi korak, da se opravijo intervjuje, a so predpostavke, na katerih smo mi zgradili segmente, se pravi segmente naših uporabnikov, njihovih potreb in kanalov, na katere jih bomo dosegli, dejansko tisto, kar bo zdržalo tudi test na terenu, in intervjuji so pač ključno orodje, s katerim to preverimo. Zdaj, recimo, mi smo pri delu s podjetji se dostikrat izkazalo, da kar so mislila podjetja, da je njihova dodana vrednost, če govorimo o, kateri primer bi podala, da je njihova dodana vrednost produkt, ki ga prodajajo na trgu, in res so imeli lep produkt, in oni bi zdaj to prodali vsem in pač vsi to rabijo, so ugotovili, da v bistvu ljudje niso njihove stranke zaradi tega, ker pač je produkt tisto, kar je res tak fajn, ampak pač zaradi njihove zgodbe, ki jo imajo, in zaradi njihovih aktivnosti, ki so jih imeli za skupine izobraževalnih aktivnosti, ki so jih imeli. Se pravi, dostikrat mislimo, da nekaj vemo, pa ne vemo. Dostikrat predpostavljamo, da nekaj vemo, in to je dobro, se pravi, pač moramo verjeti, da nekaj vemo, ampak vedno znova hkrati biti pripravljeni to prespraševati in kot mentori vedno znova spodbujati podjetja, s katerimi delamo, da presprašujejo predpostavke, na katerih temeljijo svoj poslovni model. In o tem smo zdaj že delno govorili, ampak hkrati je ponudba vrednosti tista, s katero, se pravi, tisti del canvasa, v katerem izpostavimo, kaj je pa ključna vrednost, ki jo mi ustvarjamo, kaj je prav zares razlog, zakaj obstajamo oziroma zakaj nas kdorkoli potrebuje na tem svetu, je tisto, kar mi dodajamo k vrednosti ali za naše partnerje, ali za naše uporabnike, ali za naše kupce. In pri dokaz uspešnosti v klasičnih canvasih, zato so seveda je merjenje v finančnih izkazih, medtem ko v canvasu učinka to tudi dokazujemo z družbenimi učinki. In tu si podjetja morajo oziroma nastaviti tudi kazalnike družbenega učinka, kaj je tisto, kar prav zares dosegamo, oziroma kaj je dokaz uspešnosti naše ponudbe vrednosti oziroma naše vrednosti, ki jo dajemo strankam oziroma uporabnikom. V zadnji, zdaj bomo šli še na spodnji del, ki sledi posledično iz vseh naših aktivnosti, iz virov, iz segmentov, iz kanalov, je eno, to nekaj stane, in s tem se predvsem podjetja na začetku poslovne poti oziroma iniciative po mojih izkušnjah ne ukvarjajo preveč, je za strukturo stroškov, kaj nam zavzema kakšen del stroškov oziroma s čim bomo prav zares poganjali našo poslovno aktivnost, in pri tem stroški so neposredno povezani z našimi ključnimi aktivnostmi in seveda tudi z našimi ključnimi viri. Iz tega potem sledi analiza, kaj so pa tisti stroški, brez katerih ne moremo. In pri Kiwi je to pokrivanje tveganj, se pravi, da zagotovimo delovanje te platforme, je nujno, da se pokrivajo tveganja, ki bodo nastala iz tega, da podjetja ne morejo odplačati, oziroma mikropodjetniki, posojilojemalci ne morejo odplačevati svojih dolgov, čeprav je ta odstotek izjemno majhen v njihovem primeru.
Potem zaposleni, se pravi, kdo bo upravljal spletno platformo, kdo bo preverjal kreditno sposobnost, kdo bo razvijal blagovno znamko, če pogledamo zdaj na ključne vire in na ključne aktivnosti, in kdo bo mrežil partnerje, koliko nas to stane, kakšen obseg časa, in potem razvoj platforme je še eden od njihovih ključnih stroškov. In strateško vprašanje, ki sicer pride predvsem v fazi vstopa na trg, pa mogoče še bolj v fazi rasti za socialna podjetja in za podjetja z družbenim učinkom, in v katerega se prehitro podjetja zaciklajo, po mojih izkušnjah, je vprašanje redistribucije profita. Se pravi, profit delimo že preden ga imamo, ampak je to ključno vprašanje strateško stališča poslovnega načrtovanja, kam bomo, ko pridemo do presežka prihodkov nad odhodki, reinvestirali, je strateško poslovno vprašanje. In pri njih, glede na to, kaj so njihove ključne aktivnosti in glede na to, kaj je njihov ključni tip intervencije, se pravi, ključni tip intervencije so mikroposojila, zato je njihova poslovna strateška odločitev, da bodo vse, kar bo profita, se vlagalo nazaj v marketing in razvoj platforme. Zaradi tega, ker to potem podpira razvoj njihove osnovne dejavnosti in njihovih osnovnih kanalov. In pa viri prihodkov, strukturirati vire prihodkov, kaj je odkot bomo pa mi generirali dejansko denar. In tu se dostikrat zgodi pri podjetjih, s katerimi sem delala, diskrepanca med ključnimi aktivnostmi in viri prihodkov. Se pravi, tu je potrebno kot mentori moramo paziti, da tudi te aktivnosti, ki so ključne aktivnosti za razvoj nekega podjetja, so med njimi tudi profitabilne aktivnosti oziroma tiste, ki bodo generirale prihodke. In zato je tu to balansiranje, ne bodo pa vse generirale prihodkov, zato ker so pač tudi druge podporne aktivnosti, je, da se tu najde pravo razmerje. Imamo še en delček pred domačo nalogo, ampak bi mogoče zdaj pred Canvasom, če so še odprla diskusijo, če so na tem mestu kakšna vprašanja, komentarji. Zdaj, če boš ti rekel, da sem še vedno prijazna. Ne dela. Ne dela. Ja, lahko napišete ali pa vklopite mikrofon, kakorkoli, če so kakšna vprašanja. Čakamo. Ali pa gremo naprej, pa mogoče na koncu imamo še 15 minut za vprašanje. Kakorkoli, ja. Naprej. Po vaše. Po želji, ja. Zdaj zadnja. Začela sem s tem, da se mi zdita te dve orodji za uporabljati skupaj. Eno je, zdaj ko smo videli na primeru od Canvasa z družbenim učinkom, to, da nas zelo jasno vodi čez vse poslovne procese in vse aktivnosti podjetja in nam tudi omogoča se pravi iskanje razmerij in soodvisnosti med posameznimi poslovnimi procesi. In to dela zelo na en grafično jasen način, ki omogoča tudi boljšo vizualizacijo za podjetja. Zdaj, kjer design thinking pride v igro, je to, da zdaj še vedno, ko smo pri Canvasu, je še vedno to moje mnenje in pač mnenje mojega mentorja oziroma tistih mojih poslovnih partnerjev, mojih sodelavcev, s katerimi delam na Canvasu, medtem ko te design thinking vodi do tega, da preveriš, kaj pa to pomeni stališča uporabnika oziroma stališča strank, stališča drugih. Se pravi, da preverimo njihove občutke, potrebe po tem, kaj mi ustvarjamo. Večji del Canvasa temelji na predpostavko, design thinking pa daje nekaj orodij, s katerimi mi lahko testiramo te predpostavke, na katerih smo si postavili naš poslovni načrt v tej obliki. In zdaj mogoče ta metodološki miks, kako da se malo bolj jasno, kaj so možni primeri uporabe obojega, je, da recimo, da začnemo z orodjem inoviranja produktov, storitev in potem z design thinkingom in si vzamemo idej brainstormiranja oziroma kakega orodja brainstormiranja, s katerim pridemo do širokega nabora idej
ampak potem, ko ga prenesemo v Canvas, ugotovimo, ali so te storitve, procesi dejansko nekaj, kar je skladno z našimi ključnimi aktivnostmi, ali moramo recimo ključne aktivnosti zdaj prilagoditi, ali je naša nova produkt, storitev nekaj, kar lahko po obstoječih kanalih prodajamo oziroma dajemo, širimo do končnega uporabnika. Se pravi, Canvas nas pa potem vodi pri tem, kako je zdaj to, kar smo mi zinovirali, recimo produkt ali storitev, kako lahko prilagodimo, kako moramo prilagoditi druge poslovne procese. Potem drugo, kako bi se lahko tega lotili, je, da gremo iz Canvasa učinka v design thinking. Eno bi bilo primer analiza. Se pravi, mi analiziramo naše poslovne procese, vidimo, kje pride do diskrepance, oziroma kje moramo na novo izvesti kakšno aktivnost oziroma nadgraditi kak poslovni proces, in potem si z design thinkingom pomagamo, da stestiramo to z našimi uporabniki. Ali pa potem, kar je pa, se pravi, to, s čimer sem pa začela, je pa, da testiramo posamezne elemente Canvasa učinka z pač z orodji design thinkinga, in to bomo delali tudi naslednjič, ko se srečamo v živo. Ampak kar želim tu povedati je, da lahko uporabljamo enega vsakega za sebe, ampak da ste v sozvočju oziroma če jih uporabljamo pa skupaj, pa imata dodano vrednost. Se pravi, eno je strukturacija in jasnost poslovnih procesov in drugo razumevanje in inoviranje novih načinov dela in novih produktov in storitev. Zdaj prihajamo do domače naloge. Domača naloga bo precej praktična. Vsi vi ste se že soočali, že delate oziroma boste delali z podjetjem. Ja? Večina. Ste že oziroma boste delali. Zato bomo vadili, kar je ena od ključnih veščin tudi vsakega dela, podpornega okolja, je, da zberemo čim več relevantnih podatkov o podjetjih, s katerimi delamo, oziroma o naših uporabnikih. In zato bomo imeli vajo priprave dosjeja podjetja, se pravi, kako se lotiti priprave dosjeja podjetja. In tu je naštetih 6 točk, za katere bi želela, da si zberete čisto niti ni treba tuj primer, boljše bi bilo, priporočam, da zberete svoj primer oziroma lasten primer podjetja, s katerim že delate oziroma bi želeli delati oziroma boste enkrat v prihodnosti delali. In najprej identificirate, kaj je potreba oziroma kaj je družbeni izziv, ki ga podjetje oziroma podjetniška iniciativa naslavlja oziroma želi odpraviti. Kateri je identificiran segment njihovih kupcev oziroma uporabnikov storitev ali produkta. Potem tretje, kaj je njihova primerjalna prednost pred konkurenco, kateri so obstoječi kanali promocije produkta, podjetja ali storitve. In pri promociji ne mislim zgolj oglaševanje, ampak tudi kako dosežemo, kateri so kanali, s katerimi dosežemo naše uporabnike oziroma kupce, kdo so glavni partnerji in kateri so glavni viri financiranja. Tu je zdaj napotek, da ne tega delati prenadolgo, prenaširoko, ampak probati čim bolj kratko in jedrnato dati čim več relevantnih podatkov, s katerimi bomo lahko kasneje na delavnici testirali različna orodja, ampak to je pač v bistvu naše vsebinsko jedro, na katerem bomo delali. Dostikrat namreč se lotimo potem dela na nekih primerih, ki niso relevantni za naše okolje ali pa ki nam ne morejo pomagati, s tem pa bomo mogoče že naredili en korak in tudi z eno skupinsko refleksijo prišli do kakšne rešitve oziroma do kakšnega načrta nadaljnih korakov za podjetja, s katerimi vi že delate, in bodo zdaj ta podjetja imela input kar naenkrat od vseh od nas, ki bomo tam. In navodilo, ki vam ga dajem, pa bomo ga še tudi šli, kje ga lahko najdete, je, da uporabite pri tem vsaj eno design thinking orodje in se ne preveč muditi s tem, ali boste naredili intervju z temi že podjetji mogoče, ali boste sami na hitro kaj sprototipirali. V glavnem, da si date mogoče samo malo en izziv sami sebi,
da sami preizkusite v praksi kakšen segment tega design thinkinga. Pri tem naj vam bodo v pomoč viri in literatura, ki so navedeni na koncu. Eno je Recipe Book for Social Finance. V bistvu v njem boste našli kar nekaj caseov, ne samo podjetij, ampak tudi podpornih okolij in kaj ta podporna okolja svojim podjetjem nudijo, in je mogoče en dober pregled nad tem, v katerem se pravi stadiju se trenutno, v katerem razvojni fazi se trenutno trg nahaja in kaj v takšnem okolju dajemo našim podjetjem oziroma kaj jim nudimo. Drugi je Design Thinking for Sustainability of Social Enterprises, Innovative and High Impact Solutions for Social Problems, kar dolg naslov, ampak v bistvu govori o tem, kako socialna podjetja uporabljajo Design Thinking že zdaj, in zakaj ga uporabljajo, se pravi, kaj je tista glavna potreba, zaradi katere se poslužujejo teh orodij. In podobno, pač, to je 6 držav je testiralo ta orodja na delavnicah in bodo tudi primeri na tem linku. Se bo ugotovilo, da uporabljajo predvsem v poslovnem načrtovanju, predvsem za boljše razumevanje potreb uporabnikov oziroma svojih strank, ker to je nekaj, kar je ključni manko poslovnega načrtovanja, ko se pogovarjamo tudi s partnerji iz Evrope, je v bistvu je pač ta del tisto, kar je največji žulj, ne reče se največji žulj, trn v peti, ne žulj v peti. Potem ta je mogoče niti zdaj še ni toliko relevantna, ampak se jo dajem vseeno gor, je Financing for Social Impact. Zakaj tega priporočam, je zato, ker vam razloži faze razvoja podjetij od začetka pa do konca in katere oblike podpore so najbolj ključne v kateri fazi za podjetje. Potem naslednji How Design Thinking Can Help Social Entrepreneurs, čisto kratek pregled, zakaj je to relevantno orodje oziroma zakaj je to nek relevanten metodološki pristop. Potem social, to sem že omenila, je ta Social Business Model Canvas z primeri in tudi s templateom Canvasa, ki si ga lahko zloadate tam v Hi-Resu in ga uporabljate kasneje tudi za delo s podjetji. The Book of Good Biz pa je publikacija, ki smo jo izdali ob zaključku projekta lansko leto in je lahko koristna za vas, zato ker ima kar nekaj dosijejev podjetij, opisanih podjetij in zdaj za domačo nalogo je to lahko relevantno, mogoče malo tudi za inspiracijo, kaj vse podjetja počnejo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi mislim, da iz 5 drugih držav so še caseji podjetij našteti, plus tudi glavne značilnosti podpornih okolij in kaj podporna okolja v različnih državah nudijo podjetjem, zato da lahko podjetja se boljše razvijajo in rastejo. Tako da jaz sem prišla do konca. Domača naloga bo naložena v spletno učilnico danes do konca dneva, se pravi, bo tudi Wordov dokument, s katerim za to domačo nalogo, ki smo jo zdaj šli skozi. Jaz bi prosila, da jo oddate domačo nalogo 13. je četrtek, do torka 11. Na spletno učilnico oziroma do srede 12. na spletno učilnico. To bo tudi napisano v navodilih. Zato, da se mi lahko pripravimo, prihajava 13. s kolegico Uršulo Butkovič, tako da bomo lahko delali na vaših primerih in vi v skupinah tudi na caseih drug od drugih, kar pač je tudi poslanstvo, ki občudujem tega projekta, je, da ste vi skupnost mentorjev, ki skupaj delate in si drug drugemu tudi pomagate pri poslovnem načrtovanju. In zato se mi zdi krasna priložnost naslednji teden, ko bomo vsi skupaj, da boste ne samo da se boste tudi pač usmerjali pri tem, kako boste delali s podjetji in kako boste podpirali podjetja na caseih, ki jih boste pripravili do srede, da sva pa midve lahko pripravljene in učinkovite, čim bolj pa potrebujeva tudi od vas input, kje ste trenutno vi pri neki analizi, sposobnosti analize podjetij in kaj še lahko nadgradimo skupaj. Tako da to je z moje strani to, imamo še 10 minut za vprašanja in odgovore. Na koncu je pa tudi moj kontakt, se pravi, kje me lahko po mailu dosežete, če so še kakšne nejasnosti, vprašanja, pa tudi telefonsko sem dosegljiva.
Zdaj pa vprašanje. Da imamo ključ. Če hoče, to mislimo, ne, to sem jaz. Imaš kako vprašanje? Ne. Če ima kdo kako vprašanje, ne vklopi mikrofon oziroma mi kar piše na klepet. Domača naloga je obvezna, tako da tega ne spraševati. Res je. Okay. Lepe pozdrave nazaj v Maribor, Aljoša. Osebno pa se veselim tudi vprašanj Andrej. Andrej. Pridi to mi mahati. Zakaj? Ker maham. Ker verjetno ni vprašanj. Dušan, ga nimaš vprašanj? Fotka še. Ne, smo se že slikali, samo še mi se moramo. Anja nima vprašanj, se pa iskreno zahvaljujem za uvodno seanso in se veselim srečanja naslednji teden z vsemi. Super, jaz tudi, Aha. midve tudi. Ok, Ne, se ne rajno smahati. Kaj? Ne rajno smahati. hvala Karolina. Mi bomo tudi zaključili, ne? Torej, ali je kako vprašanje? Ne. Da je ne. Karolina se nam še Pridi javlja, to pa mi jo od pozdravljam našega tima, nazaj. da še naredimo en selfie hitro. Se pačimo. Čakajte malo, lahko da ne. Jaz samo sporočam, da nas je bilo v bistvu vseh skupaj 16, ker nas je bilo več pri enem računalniku, no, to za evidenco. Pri tebi ali... Primo k tome. Ker Aljoša je tudi rekel, Meni pa pri Nataliji, tako da v bistvu nas je več bilo udeležen. Ja, sej. Super. Pri Aljoša je tudi napisal, tako da v tem primeru probajte kako fotko narediti, če bomo res rabili za dokazila to. Ja. Aha, Enega bomo se ali se. Ok, dobro. Vsi selfije dela, dokler še imamo povezavo. Ok, torej uradni del je očitno že mimo, pa še samo pomahamo in je to. Čau! Hvala vsem za komentarje, mi se tudi veselimo.